5 načinov, kako ti lahko umetna inteligenca pomaga pri tem, da se držiš novoletnih zaobljub. Komentar napišejo, misliš, da mi bo uspelo priti do gor ali vmes pokno po tleh. Novoletne zaobljube imajo tam cirka 3% verjetnost, da se jih boš držal. Če boš uporabljal umetno inteligenco, je verjetnost, da se jih boš držal veliko večja. Številka 1. Z njimi lahko enostavno načrtuješ novoletne zaobljube. Vprašaj ga, povej mu, kako je tvoje življenje, razloži mu, kje so te stvari fajn, pa kje te stvari niso fajn, in mu povej, da ti naj pomaga pogruntati 2, 3, 5 novoletnih zaobljub ali kakorkoli hočeš. 2. Z njim lahko enostavno načrtuješ novoletne zaobljube. Če to pomeni, da hočeš iti fitness, ti bom pomagal narediti načrt treninga. Če to pomeni, da bi se rad naučil kvačkati, ti on lahko pomaga, kako se naučiš kvačkati. Zdaj, ChatGPT, pa še kateri drugi, recimo Gemini tudi, imajo posebno funkcionalnost študiraj. Če greš tam na plus, ne moram pokazati, ker sem glih tu, vstavila je žičnica, da imamo več cajta, lahko klikneš na plus in imaš tam študiraj, study and learn, je to v angleščini. Tam ti bo on se postavil dobesedno v funkcijo inštruktorja in ti bo razložil vse stvari, ki jih moraš delati. Tako da ti bo naredil učni načrt, ti bo naredil načrt za vsak dan. In 3, uporabljaj ga vsak dan, zato da ti mu poveš, danes sem se naučil z levo štriko štrikati, kaj naj naredim jutri, pripravi mi vaje, tukaj so vaje, pregledaj sem jih prav naredil, vse take stvari. 4, lahko ti zelo dobro pomaga pri tem, da takrat, ko ti ne gre, da ti da neke dodatne ideje. Recimo, ti ga lahko, če imaš plačano verzijo, imaš to možnost, da te on gleda, medtem ko delaš stvari, kar pomeni, da te lahko v fitnessu gleda in ti spremlja in ti sproti daja komentarje. Ne vem, rit bolj ven, noge bolj naprej, roke bolj nazaj, whatever hočeš. In enako lahko dela praktično pri vseh stvareh. Lahko v Gemini recimo lahko video posnetke naložiš, v ChatGPT-ja tega ne moreš, se posnameš, kako delaš tisto stvar, javni nastop, kako odigraš pesem na kitari ali pa še karkoli drugega in ti bom povedal, kako lahko to boljše narediš. In zadnjič, izjemen motivator je, reči mu, ti si moj accountability buddy ali pa motivator, ali pa kakorkoli hočeš, da se temu reče. Danes se mi ne da več, danes nisem šel na trening ali pa zdaj bi mogel iti na trening, pa se mi ne da. In če uporabljaš voice mode, zato spet rabiš plačano verzijo, ampak lahko pa se enostavno z njim tipkaš, bo on res tvoj dober prijatelj, ki ti bo rekel, pa daj ne boj kmet, ali pa ne boj zdaj karkoli, in idi, boš videl, da bo boljše in tako naprej. Skoraj sem že na vrhu, izgleda, da ne bom padel. Ti povej v komentarje, katere novoletne zaobljube si sprejel in kako ti grejo.